Bitcoin je pred pomembnim prebojem. Kako se bo vse to skupaj izšlo? Dajmo si pogledat. Tukaj imamo zdaj pred sabo Bitcoin napram dolarju, dnevni graf, in kot vidite, smo zdaj v zadnjem času zadeli eno izredno pomembno mejo. To je ta meja na okoli 68 000. To je tudi zgornja meja našega padajočega, razširjajočega klina, ki je bikovski vzorec, in preko tegale klina lahko mi dosežemo vse do 90 000. Tako je vsaj tale projicirana tarča. Ampak najprej, preden se začnemo veseliti, moramo zdaj videti, kaj se bo dogajalo tukaj na tej meji. Ali bomo zdaj dobili preboj in gremo kar direktno testirati tole mejo na okoli 70 pa vse do 72 000, to trdovratno mejo, od katere smo bili zdaj že večkrat zavrnjeni, ali pa bomo tukaj mi zdaj dobili odboj od te meje in gremo dol testirati zdaj te meje kot podpore. Ta prva je 65 000, kot imam tukaj označeno, to je tale naš prejšnji vrh. No, ta druga meja, ki pa mora res na vsak način vzdržati, če hočemo vedeti, da biki nadaljujejo svojo rast, je pa tale meja na okoli 63 000. To je neckline meja tegale dvojnega dna, ki smo ga naredili. Tukaj ga bom kar lepo označil. Kot vidite, imamo dvojno dno, to je bikovski vzorec, in to je naša neckline meja. Če slučajno pridemo do tukaj dol, moramo to mejo vzdržati in od nje videti odboj. Torej, če izrišem, če smo recimo od te meje zavrnjeni, ta prva meja, ki bi jo spremljal, 65 000. Če ta slučajno ne vzdrži, potem je tale tukaj zelo pomembna, da od nje vidimo odboj, in potem gremo gor testirati teh trdovratnih 72 oziroma 71 000. Kar se tiče divergenc, trenutno ni nekih posebnosti. Najprej sem spremljal, če bomo slučajno tukaj imeli neko medvedjo divergenco, ampak RSI je tukaj naredil rahlo višji vrh, tako da bomo mogli še malček videti, kaj se bo tukaj zdaj zgodilo. Seveda, ta najpomembnejši in ta prvi je price action oziroma gibanje cene, in kot sem že prej poudaril, zdaj smo zadeli ob tole zelo pomembno mejo, tako da moramo malček spremljati, kaj se bo zdaj tukaj zgodilo. Dajmo si zdaj še pogledati tedenski časovni interval. Tukaj bom tele izbrisal, da nas ne bodo motile, ker nimajo več pomena. In moram reči, da trenutno mi tukaj situacija izgleda kar dobro. Tukaj je svečka, ki je na nek način podobna Dragonfly Doji svečki, in na to imamo tole veliko zeleno svečko, ki na nek način tudi potrjuje tole prejšnjo. In tudi če upoštevamo telesa svečk in potegnem tukaj po vrhovih tole črto, vidimo tukaj, da smo mi to prebili, ampak teden še ni končan, tako da moramo videti. Tako da glede na tedenski graf bi lahko po mojem šli že kar testirati tole mejo 70 000, kar pomeni tudi preboj na dnevnem grafu. Zdaj, kar se tiče divergenc, tudi ni nekih posebnosti. Stokastik RSI kaže, kot da se križa ponovno navzgor, kar pomeni prednost bikom. Vsekakor bo to vredno spremljanja. Očitno bo Uptober končno pokazal svoj zagon.
To bomo vsekakor spremljali tudi na tem kanalu, zato se ne pozabite naročiti, da ne boste zamudili kakšnega videa. Vabljeni tudi na Patreon, kjer spremljamo grafe tudi na manjših časovnih intervalih, tako da vidite dejansko še kaj podrobneje spremljam. Torej, če povzamem, ogromno je zdaj odvisno od tegale preboja in potem od tele meje, te trdovratne meje, ki sega tam nekje od 70.000 pa do 72.000. Če se tale naš preboj nadaljuje, bi bilo potem za pričakovati, bom jaz tole mejo še malček razširil, da dobimo ta pravo. Torej, bi bilo za pričakovati, da od te meje, 72.000, doživimo ponovno odpor. Smo zavrnjeni, gremo testirati tole zgornjo mejo tega našega vzorca kot podporo, ki mora vzdržati na vsak način, če hočejo biki nadaljevati rast, in potem gremo naprej gor do 90.000. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tega kanala. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. No in seveda v zameno za podporo pridobite dostop tudi do dodatnih vsebin. Preko prvega paketa lahko dobite dostop do mojega dnevnika tehničnih analiz, kjer ne spremljamo samo kriptotrga, ampak tudi delniški trg in trg žlahtnih kovin. Preko paketa višje pa dobite dostop tudi do mojega Discord strežnika, kjer spremljamo kriptovalute in seveda tudi preostale trge na manjših časovnih intervalih. Tako da dobite v bistvu še boljši občutek, kaj dejansko spremljam. No in patroni ste deležni tudi dodatnega popusta na moji spletni trgovini. Vse, kar ste namreč prispevali preko Patreon platforme, se vam upošteva do časa nakupa kot dobro imetje. In tako lahko nekateri patroni celo nakupujejo zastonj. No in ko smo že pri spletni trgovini, ne je pozabiti obiskati. Tam se je zvrstilo zdaj že kar nekaj indikatorjev, imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah, MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah in tukaj je tudi ARI, Asset Rotation Index, to je indikator, ki sem ga spisal povsem sam, ki prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine, kot neke vrsta mapa pretoka denarja. Hvala vam, da ste si video gledali do konca, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zanima me tudi, kaj si vi mislite o teh tehničnih analizah. Se strinjate z njimi, se ne strinjate z njimi, ste morda vi opazili karkoli drugega? To zanima predvsem mene, kot seveda tudi ostale. Zato kar komentirajte spodaj in začnimo debato. Na tem kanalu konstantno spremljamo ceno Bitcoina, kot tudi drugih ostalih kriptovalut, pa še kakšne zanimivosti. Zato, da ne zamudite kakšnega videa, je najboljše, da se naročite na kanal in nastavite obveščanje. Samo tako vas bo YouTube o novem videu tudi takoj obvestil. Seveda bom tudi vesel delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije v tem videu uporabne tudi za njih. Zdaj pa vam želim lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.